Zdravje je vse, kar imamo, in zdravje je naša prioriteta. V tem kliničnem centru sem tudi sama preživela en del svoje mladosti. Verjamem, da marsikdo med nami preživlja tu številne stiske, dolgo obdobje čakanja, mogoče negotovosti, ali s svojimi najbližjimi svojci, ali sam, ali s prijatelji. In Socialni demokrati danes začenjamo akcijo, s katero želimo predvsem opozoriti, da je zdravje ključno za zdravo družbo in je naša prioriteta. Pred naslednjo vlado so težki izzivi, pred Slovenijo so težki izzivi. Tudi kriza z vojno v Ukrajini, ki ima nepredstavljive posledice, ne sme zanemariti prioritete, to je kakovostno javno zdravstvo. In Socialni demokrati opozarjamo, da moramo zagotoviti vsem ljudem enake pogoje do zdravnika, do zdravstvene oskrbe in do najboljših zdravil. Enake pogoje za vse, saj je zdravje največ, kar imamo. Zato smo si kot prioriteto postavili 30 dni do diagnoze, 30 dni do specialista, ker te neskončno dolge čakalne dobe so rak rana naše družbe. Pacienta, bolnika ne moremo pozdraviti pravočasno, bolečine so 100 dni, več 100 dni, mesece, in to pomeni tudi izjemno ne samo zdravstveno stisko pacienta, ampak izjemno težavo za javno zdravstveno blagajno. Zato se ljudje odločajo, da namesto da čakajo, da pridejo do specialista, raje gredo v privatni, v zasebni sektor, ampak to je samo za tiste, ki so privilegirani, ki imajo denar v denarnici. To je nepravično in potrebujemo kakovosten javni zdravstveni sistem. Da bomo več denarja vlagali v to, da bo naše zdravje tista prva prioriteta za dostojno in kvalitetno življenje. Kako bomo prišli v krajšem obdobju, čim krajšem obdobju, za vse do 30 dni do specialista, do diagnoze. V času epidemije se je to obdobje še podaljšalo in bistveno manj je bilo diagnoz za resne bolezni, kot so rakave bolezni. Do 30 dni pomeni urgenten pristop, pomeni program, v katerega moramo investirati nemudoma vsaj 200 milijonov evrov. Reorganizirati moramo javni zdravstveni sistem, jasno ločiti javno in zasebno zdravstvo in pa seveda več denarja nameniti v javno zdravstveno blagajno. Nekaj podatkov. Če vas boli križ in imate nujno napotnico, boste na prvi revmatološki pregled čakali 361 dni. To je praktično eno leto, nedopustno eno leto. Za prvi pregled pri urologu boste čakali 124 dni, 4 mesece. Če vaše stanje še ni tako hudo, boste na prvi kardiološki pregled čakali 177 dni. Si predstavljate, kakšne so te številke za ljudi, ki so v negotovosti, za ljudi, ki imajo bolečine in stiske ter njihove svojce. Tudi če imate napotnico za nujno, torej vaše stanje terja hitro obravnavo, diagnozo ali zdravljenje, boste potrebovali 45 dni za prvi urološki pregled z napotnico zelo nujno in za prvi kardiološki pregled 37 dni. To so nedopustne čakalne dobe za bolnike. Višje prioritete kot napotnica nujno ni. In to so šele diagnostični pregledi, kaj so šele terapije in zdravljenje. Socialni demokrati zagotavljamo, da bo kakovostno javno zdravje naša prioriteta. Zdravje je osnovna vrednota, je temeljna človekova pravica in je največ, kar imamo. Naredila bom vse, kar je v moji moči, za močno zdravstveno ekipo, da takoj, ko stopimo in sestavimo novo vlado,
javno zdravstvo in dostop do specialista, do diagnoze v največ 30 dneh zagotovimo čim prej. Hvala lepa.